Nahajam se na Vršiču. Še 5 minut nazaj je bil zelo lep sonček, zdaj je pa zginil za oblaki. Je pa zanimivo tole, koliko snega je. Tako da se bomo kakšen kilometer, 2 peljali, pa da to pogledamo. Malo imam telefon postran, to zato, ker sem ga nekako, bom rekel, bolj provizoriš naštimal gor na steklo. Škoda, ker nimam GoProja s sabo, pa bi dal GoPro od spredaj na avto. To bi bil zelo, zelo dober posnetek. Tole bo pa malo slabši, ampak se bo tudi lepo videlo, kako vse to je. V glavnem zanimivo. Je pa škoda, da se je sonček skril za oblaki, ker je res tako lepo bilo, da bi človek rekel, stojiš pa gledaš. Pa vsi te okoliški hribi so bili lepo soncem osvetljeni. Drugače sem šel nekaj na Jesenice, poslovno. Sem rekel, neč se grem pa še do Vršiča zapeljati. Nisem niti vedel, ali je cesta odprta ali je zaprta. Sem rekel, grem probat pa da vidim, ker tole je res zanimivo videti. Ja, zdaj se pa že povsod vse zapira z oblaki. Če bi prišel človek pol ure prej, bi bilo vse mnogo, mnogo lepše. Dajte malo v komentar napisati, kam greste ta vikend, kam na izlet po naši lepi Sloveniji. Kakor sem gledal vremensko napoved, bo v nedeljo nekako kar okej vreme, v soboto ne bo. Mogoče se pa še kaj spremeni, bo pa in soboto in nedeljo lepo. Nikoli ne veš, jutri bomo to točno videli. Jaz planiram, da bi nekam šel, ampak zaenkrat še nimam ideje, tako da če ima kdo kakšen idejo, naj jo v komentar napiše. Tisti, ki me poznate, veste, da imam rajš bolj take ne ravno najbolj turistične točke. Tako da zdaj Bled pa Portorož me ne pošiljati. Dajte kaj tacga manj turističnega, manj znanega. Tudi drugače se mi telefon premika, ne. Nimam vseh priprav, da bi jaz tole fiksiral. Še dobro, da sem se tole spomnil, pa da sem nekako takole provizoriš naredil. Meni je tale cesta čez Vršič mi je zelo dobra. Ma sem že stokrat šel siguren, ampak jaz, če se sam zapeljem, se rad zapeljem. Mi je res zelo všeč, tako da jaz moram enkrat tudi iti še malo v Italijo, Švico, Francijo, Španijo, pa iti po teh, ki so te prelazi. Meni je to tako dobro, ne vem zakaj, ampak mi je. Sem pa tukaj še 3 tedne nazaj, sem šel pa peš, ker je bilo pa še vse zaprto. Smo pa šli z avtom do onega Koča na Pesku, sem prav rekel, ne vem, tam ena koča dol, kaj je. Tam smo šli peš, smo šli z avtom, pol naprej sem šel pa peš skozi do. V bistvu že, ko se dol spustiš proti Soči. Tako da je bilo tudi zanimivo iti. Še bolj bi bilo super, če bi imel sanke, se pol nazaj sankam spustil. Evo, takole je to, ejte. Škoda, ker ni sonca,
Glejte, prej tole, ne, to so se tako lepo te planine videle gor, da vam ne morem povedati, ne, zdaj je pa oblaki. Če je bil tale moj video vam všeč, se naročite na moj YouTube kanal, všečkajte, napišite kakšen komentar. Upam, da se v kratkem spet slišimo, vidimo.